to je to. Ne moreš kar vsakogar označiti za rasista, če te čudno pogleda in se izmazati. Ta video je nor in vsi si ga morate ogledati. Vidite, večina ljudi tukaj je belcev. Poskušam priti v svojo domovino, vi vsi pa ste mi to še otežili. Prepiren moški na mednarodnem letu tik pred vzletom se nenehno prepira z vsemi na letalu. Ne maram drame, ne. Medtem ko policisti hitijo proti letalu. Kapitan se sooči z osumljencem, da bi ga odstranil z letala, vendar ta ne popusti. In mi ni treba oditi z letala. Viš kako je, viš kako deluje, viš kako deluje. Ja, torej tako deluje, tako deluje. Pokažeš mi to, pokažeš mi toliko sovraštva proti enemu posamezniku. Univerzalno, karmično te bom uničil. Samo še božj bo, fantje, samo še božj bo. Seveda. Seveda. Torej mi pokaži značko, če želiš, da grem dol. Ne, pokazati mi moraš ime. Lažeš, vidim ga lahko prav tam zadaj. Imaš kakšno torbo, ki jo želiš vzeti, ali kaj, preden ne stopiš? Napadam te z 2 osebama proti eni. Bom že upravil s tabo. S čim? Hej, ti! Ti kot človek, ki sedim in sem nižje od tebe. Ja. Sedim v zraku, ker sedim nižje kot ti. Bom jaz tist frajer, stari. Samo izstopi iz letala. Premikam se. Ej, veš kaj, gospod? Ne, vsi se združujete proti meni. Vidiš, kako je večina ljudi tukaj belih? Ja, torej ste rekli nekaj v smislu, spravite ga z letala. Joj, seveda. Seveda se je to moralo zgoditi. Nisem bila jaz tista, ki bi omenila barvo kože tega moškega, ampak on je tisti, ki je omenil barvo kože vseh drugih, ker se vedno znova vse vrne na to. Ljudje, en dobronameren nasvet. Preprosto ne bodite nevzdržna oseba. Preprosto ne, ni vredno. Kakorkoli, dobrodošli v odziv na ta video. Postane še boljše. Poskušam priti v svojo domovino, kjer si, pa ste mi to še otežili. Še en potnik, ki je prav tako naveličan tega moškega, ter stevardesa sta zdaj pristopila k njemu, da bi ga poskušala spraviti z letala. Pojdi naprej, Dan. To je to, gospod. Pridite, počakajte. Ne, imam vas. Čakajte malo, to je velik tip. Hej, v redu, pridite. Zdaj prihaja čak. Prid, pejt, kar naprej. Hej, on gre v 311. Prvi ste me vzeli, v redu, 3-1. Opa, hej! Dobil si ga! V redu, fantje, dajte roke nazaj. Nihče naj se ne dotika nikogar. Spustite roke, nihče naj se ne dotika nikogar. Tudi jaz. Samo šalim se. Obrni se malo, gremo, obrni se, volk. Hvala, fantje. Obrni se, pejt, gremo. Nimam Biblije, jaz sem tist. Moj bog. Ko se več potnikov združi, da bi moškega spravili z letala, pridejo policisti ravno v trenutku, ko ga spravijo na letališki most. Kako zabaven je ta otrok. Zato bom prišla sem. Hvala, da ste prišli. Pojdimo, prav. Policija je tukaj, zato samo pridi mimo, vse bo v redu. Prav, prijatelj, dokler je tukaj odvetnik za tako pravi zakon, pravni ukrepi. Prav, vstani. Pridi nazaj k meni, veš. Gremo, naredite prostor za nedolžnega civilista. To si bom zapomnil. Živja, kul. Ne moremo izstopiti, hočeš izstopiti? Ne, ni pomembno. Kaj točno se je zgodilo? Torej, stali smo tukaj in vstopali. Začeli smo kričati po dovozu. Ne moremo izstopiti. Poznam gesla. Najprej da so ljudje rekli, hej, prisežem pri Bogu, da ste to vi. Hrstwort. On kriči na neko gospo, bla, bla, bla. Ne vemo, kdo je ta oseba. Pojdi, umakni se s poti, premakni se. Počakaj, obuj si čevelj. Ja, volk, razširi noge. Hočem svojega zagovornika po uradni dolžnosti. Takoj, zdaj sem pri svojem javnem zagovorniku. Kaj? Imam tole rap pesem. Nikoli nisem ugotovila, kaj je to. Ja? To je vedno problem. Z mano ravnajo drugače.
oče, gledajo me. Stojiš, potem pa hoče, da pridejo pod tvojo kožo. On to se stane. Vedno si ti, povej me, to in si mrtva. Potem se je obrnil k Korni. Ampak pravijo mi, da je to moj oče. Kako ga poznaš? On je moj sin, prav. Veš, kaj se dogaja z njim? Veš, zakaj je bil tako jezen? Nimam pojma. Si bil z njim na letalu, ali ne? Bil sem z njim, prav. Mi lahko poveš, kaj se je zgodilo? Šli smo noter, nekdo je bil zadaj, nekaj so govorili o tem. O čem so govorili? Kako ne rečem, mogoče neki rasizma ali kaj podobnega? Usmerjeno proti njemu, neki tazga. Verjetno je slišal za to in potem se je samo zapletel v prepir. V redu. In potem je stekel noter in se spet zapletel v prepir z nekom zaradi tiste zadeve. In potem, ali ste bili z njim, ko se je to zgodilo? Ves čas. V redu. Če se boš upiral, bo samo še slabše. Jaz se sploh ne bom upiral. To je ideja mojih staršev, veš to, a ne? Rekel sem mu, da bi z veseljem. In zdaj to počne vaše letališče. Spravil vas bom pred vrhovno sodišče. Hvala, vsi policisti v prihodnosti. Obrnite se proti steni, obrnite se proti steni, obrnite se proti steni. Razširite noge, fantje, razširite noge. Se spreminjaš, prijatelj. Bolj avstralsko. Toda nisem mislila, da je bil tisti moški z njim. Moški, ki naj bi bil njegov oče. In odšel je stran od očeta in naravnost šel bolj po... To je bilo res nenavadno. Treba so potniki prihajali za njim. Ni v redu, nekaj je narobe z njim, ja, preprosto trpi. Ne vem. V redu, lepo hodimo, prav? Mislil sem, da je to svoboda govora. Svoboda govora. Država naprej. Predo, se je to že zgodilo prej? Nikoli, v redu. Torej, tukaj je govoril z Refusom. Prav, ja, prišel je vse do sem nazaj. Nekako je kričal in vpil. In potem sem si rekla... On je že sedel na sedežu. Ko sem došla tja nazaj, so ljudje že ves čas začeli ukrepati. On se je usedel na sedež in je kričal ter preklinjal. Tam je stal približno... Ljudje skozi, kot jo imam jaz. Na lokaciji se je začelo nekaj smešnega. Želim biti zelo jasna glede nečesa, ker se mi zdi, da ima ta moški nekakšen živčni zlom. V redu. Kar se mi zdi srce parajoče, je dejstvo, da ima živčni zlom in način, kako razmišlja. Mislim, njegov ga pripelje do tega, da je ves svet rasističen do mene. Ves svet je rasističen. Vsi ste rasisti. Lej, zdi se mi, da je ta moški nekako psihično ni v redu. Mislim, da ni nič bolj zapleteno kot to. In pravzaprav sem res vesela, da belci tega preprosto ne prenašajo več. Preprosto tega ne prenašajo več. Ne moreš nekoga označiti za rasista, se obnašati kot kreten in pričakovati, da ne boš imel težav. Imel boš težave. Ampak do tega je pripeljal ta svet. To je povzročilo, da te ljudje nenehno zapadajo v mentaliteto žrtve. 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 Do te mere, da se obnašajo tako. Torej imaš kalifornijsko vozniško dovoljenje, ampak tvoj naslov je na tem. Je na Floridi, ampak imaš kalifornijsko vozniško dovoljenje. Tako je, in sem tudi naturaliziran državljan ZDA. Torej, to drži, no, to drži. No, rekel si, da živiš v Kaliforniji, ali če imaš? Ne, naslov pravi Florida. Imaš prav. Moški je dobil. Na tej točki, kot razumel si. Ja, on je velik tip. Tako da je prišel ven nižje. Potegnili so ga po hodniku, dobili so udarec v oko. Trenutno ga aretirajo zaradi napada, ker smo tukaj nekoga udarili. Njegove stvari bodo vzeli z letala in jih bodo dali med prtljago tukaj, v redu, na tem letališču. Tako da, ko pride iz zapora, lahko pride po svoje stvari v pisarno za prtljago, če bo odprta. Ker razumem, da je to mednarodni let. Je tako? Imate vozniško dovoljenje? Hvala, ker ste to pojasnili. Dobre vedeti mar več o zgodbi, ja. Ampak on ni prvi udaril osebe. Oseba je šla k policiji. No, prosili so ga, naj odide. Večkrat so ga prosili, naj zapusti letalo. Vse to so naredili, ker je kričal in vpil. In ni hotel oditi. In prosili so kapitana. Gospod na vkrcanjem mostu je tudi pristopil in ga prosil, naj odide. Ni hotel oditi. Zato so ga morali pospremiti ven. In takrat je postalo pestro. Ja. Bil sem najboljši inženir. On ni zajeval. Mene je eden od teh zadev. Eden od tistih potnikov na letalu. V bistvu tip, ki so ga aretirali, njega so v bistvu preverjali.
Postal je glasen in se usedel. Še vedno je kričal. Vprašali so ga. 3 ali 4-krat vprašali so ga. Najprej želim preveriti njegova stopala. Ja, preveri, da ni ničesar v nogavicah. Sezuj si čevlje. Sezuj si čevlje. Ja, bom, če me spustiš. Sezuj čevlje. Razumem. In tako je. Buj si čevelj nazaj. Ali še vedno letiš? Moral bom videti, kaj se bo zgodilo. Gre v zapor. Lahko bi poskusili plačati varščino zanja, lahko bi poklical agenta za varščino, torej posrednika za varščino. Veš, kako to deluje? Veš, kako to deluje? Kako deluje agent za varščino? On bo šel v zapor. Če želi ven, mora plačati varščino. Nekdo mora plačati denar, da se zagotovi, da bo šel na sodišče v prihodnosti. Lahko plača svojo varščino sam ali pa to storiš ti zanj. Torej, tvoje izjave bom vključila v poročilo, vendar boš vseeno morala nekaj izpolniti. Poslala vam bom po e-pošti, trenutno lahko za poročilo in obtožbe uporabimo to, kar si povedala na moji telesni kameri. Ampak za podporo bomo na koncu potrebovali, da to izpolniš. Zato vam bom vsem poslala e-pošto. Prav. Obvesti še svojo sodelavko, veš? In potem. Bistvo te zgodbe je, da para srce. Poglej, ta video ima milijone ogledov. In meni, ne vem, ob tem se počutim nekoliko nelagodno. Najprej se mi zdi žalostno, da ljudje, ko doživljajo duševne zlome, mislijo, da so vsi do njih rasistični. To je žalostno. Ampak v resnici sem kar vesela, da ljudje ne sprejemajo kar tako tega očitka o rasizmu. Zdi se mi, da bi pred nekaj leti, če bi videla tak video, če bi videla nekoga, ki bi rekel, ja, vi me gledate, bi ljudje samo utihnili, ker bi bilo toliko strah, da bi jih imeli za rasiste. In s časom se ljudje spreminjajo in prihajajo do točke, ko si mislijo, veš kaj? Ne, nisem rasistka. Vem, da si ti tista, ki se ne obnaša v redu. In tako pač je. Kakorkoli, hvala za tvojo pozornost glede tega, Mata.